Živijo. Evo, upam, da stvari funkcionirajo in da se vidimo. Mogoče bom še počakala, če se mi kdo pridruži, da tudi vidim. Ker upam, da spletna kava s Katjo ne bo monolog. Enega obiskovalca pa le imamo. Upam, da me slišite. Če mi slišite, mi lahko date hands up, like, smile, wave, nekaj. Vidim in slišim. Ok, hvala, Sinta. Ok, kot sem rekla, dobrodošli v Spiritni kavi s Katjo, tokrat o projektnem managementu. Upam, da imate vsi svojo skodelico kave ali čaja, jaz imam. Zelo lepi skodelici Mati Solidarnost bi, glede na trenutno situacijo, v kateri smo se znašli. Zato tudi pozdrav iz domače pisarne. Moje ime je Katja Kolenc, delam v Celjskem mladinskem centru in danes bom z vami, da malce predebatiramo o projektnem managementu. Povedala bom mojo izkušnjo, kako se sama stvari lotevam, skozi katere faze grem in na koncu vsekakor vaša vprašanja, ki bom potrudila se odgovoriti. Če boste vmes imeli kakršnokoli vprašanje ali pa mogoče določene stvari razložim prehitro ali ne dovolj razločno, ker napišite v komentar, vse vidim. Zdravo, Kristjan, tudi tebi. Malo še bom počakala, da ne bo to monolog, ampak da želim čim več poslušalcev in da se bomo imeli dobro ob tej več manj uri. In kot še enkrat, kakršnakoli komentarja, vprašanja, pridite in sodelujte v debati. Če ne bo pa bolj to intimna debata. Ok, kje začeti? Kaj je projektni management? Toliko kot je projektnih menedžerjev, toliko je načinov projektnega vodenja. In vsak najde način, ki njemu najbolj ustreza oziroma organizaciji, znotraj katere deluje. Ena izmed meni najbolj priljubljenih definicij je projektni management, je uporaba znanj, veščin, orodij in tehnik pri projektnih aktivnosti za dosego projektnih ciljev. In ja, ker sem sama imam kombiniran učni stil in sem vizualni in slušni tip, zato sem pripravila tudi vizualne pripomočke. Ja. Tako, kaj je projektni management? Kot sem že rekla, vnos znanja, veščin, orodij in tehnik, se pravi strani ali projektnih vodjev ali izvajalcev aktivnosti, kdorkoli nam pomaga, ima že določeno obstoječe znanje iz sektorja, v katerem deluje, ali gre za področje, ki želimo nek projekt izvesti. Imamo tudi veščine, se pravi našo spretnost, našo zmožnost ali na koncu temu lahko rečemo tudi talent, ki ga konstantno nagrajujemo z usposabljanji, kot lep pregovor se govori, vaja dela mojstra. In z orodji. Seveda pri svojem delu uporabljamo orodja. Kaj je to? Trenutno najbolj aktualno so seveda spletna orodja, kot je Facebook, Instagram, Zoom je zdaj trenutno zelo popularen v tej situaciji. Se pravi nek software. Seveda vsi pri orodjih najprej mislijo nekaj, kar fizično v roke primemo, kar je tudi seveda orodje in ga lahko uporabimo. Potem pa še seveda tehnike. To so pa metodologije, to so neki frameworki, ki jih imamo, se pravi način izvedbe, kako bomo mi to izvedli. Neki procesi znotraj ustaljenih metodologij. Sama sem določila recimo 4 faze, skozi katere grem, ko pogovarjamo se o projektnem managementu. In seveda, kot sem rekla, vsak ima svoj stil vodenja projektov in lahko, da so določeni projektni menedžerji, ki imajo več faz. Vsekakor gremo skozi enake faze, lahko so nekateri še bolj podrobno razdelijo v bolj specifične faze.
ali jih pa drugače poimenujejo. Sama sem za današnjo kavico pripravila 4 faze, katere bomo skupaj šli skozi. In sicer prvi je idejni predlog projekta, drugi je načrtovanje projekta, tretji je izvedba projekta in četrti je zaključek projekta. To so 4 temeljne faze v projektnem procesu, katerih se jih zelo dobro držim. Pri nekaterih so bolj pomembni na začetku projekta, nekateri bolj v sredini projekta, se pravi v izvedbeni fazi, nekateri so pa bolj pomembni v zaključni fazi. Pa začnimo s prvim, idejni predlog projekta. Tako. In sicer idejni predlog vedno izhaja iz potrebe, ki jo zaznamo ali pri mladih, recimo, če govorimo za mladinske pobude. Imamo to srečo, da v Celjskem mladinskem centru imamo zelo veliko aktivnih mladih, ki so ali prostovoljci ali sami aktivnosti izvajajo, kot tale moj Kristjan, ko me je srčke poslal, ki so že zelo suvereni pri svojem delu in rabijo mogoče samo malo mentorske podpore. Se pravi, vsi ti deležniki znotraj lokalne skupnosti so bazen idej, bazen predlogov, ki imajo drugačne potrebe iz lokalne skupnosti ali pa zaznajo neko problematiko. Tako da iz tega vedno izhaja razvoj snovanja projekta. Kar je pa pomembno je pri projektnih menedžerjih, da smo zelo odprti za vsa prepoznavanja idejnih predlogov. Se pravi, ali je to interno, da to izhaja iz moje lastne potrebe, kot recimo mladinska delavka, da se znajdem v situaciji, ker presodim, da nimam veščin ali nimam dovolj dobrih znanj, ki bi jih lahko uporabila pri svojem delu ali pri izvajanju določenih aktivnosti. Se pravi, sem zaznala določeno potrebo in na podlagi tega predlagam, snujem projekt, ki bi to potrebo potem zadovoljil. Se pravi, da bi nagradila ta znanja. Lahko to izhaja iz naših mladih, ki so aktivni v Celjskem mladinskem centru. V NCC kavarni se usedeš, dobiš 1001 idejo, sam res odprte glave in posluh z mladimi je potrebno imeti. In zelo veliko mladinskih pobud je v naših okoljih prešlo na raven projektov, predvsem ko govorimo o mladinskih izmenjavah ali pa kot naš Kristjan je idealni primer projekta Enostavno človek. Ali pa govorimo tudi lahko na nivoju mladinskih delavcev znotraj organizacije, kot sem rekla, mi sami zaznamo neko potrebo po nadgrajevanju znanj in govorimo potem o projektih usposabljanja ali treningov. Ali pa na ravni organizacij. Tudi organizacije znotraj lokalne skupnosti imajo določene potrebe in potem lahko govorimo o še večjih, še bolj obsežnih projektih, kar so pa strateška partnerstva. Mogoče, da malce razložim, moji poglavitne izkušnje so predvsem z področja programa Erasmus plus Mladi v akciji in pa zadnjih let iz programa Evropske solidarnostne enote. Tako da predvsem govorim o tem sklopu, ko bom govorila o določenih projektih, se pa seveda tudi projekti razlikujejo. Kar je še tudi pomembno pri ideji predloga, so eksterni bazeni idej, ali so to tretje osebe, ki mogoče nimamo konstantnega stika znotraj aktivnosti ali pa naših lastnih programov, ali pa smo naključno jih srečali, mogoče kakšna pobuda občanov ali kaj podobnega, ali pa lokalna skupnost, ki nam sporoča, da je mogoče dobro, da bi lahko nekaj izboljšali, ali pa navsezadnje tudi druge organizacije v lokalni skupnosti, ki mogoče, recimo v primeru, če lahko govorim za Celjski mladinski center, nas prepoznajo kot nekoga, ki dobro sodeluje in svetuje pri pripravi projektov. Ne pišemo projekte za druge organizacije, seveda smo pa podpora pri prijavah in usmeritvah. V samem coverju sem napisala o projektnem managementu in beležki na nočni marci. Ja, tukaj spada ta beležka v nočni marci v idejnih predlogih projekta. Predvsem, ko govorim v tem internem, se pravi jaz trenutku, ko sama vihram možgane, recimo, se to zgodi, ko se moje telo in moje misli umirijo, tako da je to v večernih urah ali pa med vikendom. Tako da recimo moj en tip je,
da se sami tudi postavite v situacijo, ki vam omogoča kar najboljše vihranje možganov za specifičen projekt, da nijate preveč zunanjih teaserjev oziroma nekoga, ki vas skozi moti in da se res lahko osredotočite na to snovanje projekta. To je pa povzetek idejnih predlogov. Bom slikala, če vas bo zanimalo, in bom dala v dogodek, da boste lahko imeli tudi vi za nadaljne delo. Potem pa nadaljujemo že v drug sklop, in sicer v načrtovanje projekta. Ok, pri načrtovanju projekta zakaj? Sama mislim, da je načrtovanje projekta najbolj ključna faza, da lahko potem uspešno izvedemo projekt. Večkrat tudi vam sigurno, meni še vedno se zgodi, da pridem do tistega momenta, ko rečem, tole pa nisem najboljš načrtovala. In nekaj se potem ni išlo. Kar pa pomeni, da sem predtem že ali sama ali z sodelavci ekipo vložila določen trud, določen čas, določeno energijo, mogoče tudi določen denar organizacije. Se pravi, sem vse to na nek način spustila v zrak, zato ker nisem dobro načrtovala in sem zamudila neko priložnost, ki bi lahko jo boljše izvedla. Zato je načrtovanje ključnega pomena. Osnove projektnega načrtovanja. Vsak projekt ima začetek in vsak projekt ima konec. Kar pomeni, da projekt je časovno omejen. Znotraj projekta pa imamo določene aktivnosti. In znotraj projekta gremo tudi skozi proces. To naj bi ta rdeča črta lepo prikazala. In pri načrtovanju projekta je pomembno, da zasledujemo, saj sama zasledujem 5 korakov. Zakaj? Kaj projekt je široka slika projekta. Kaj je moj namen? Kaj zasledujem s tem projektom? To je zelo pomembno in to bo tudi osnova, ko boste pisali projekt ali projektne prijave. Kdaj bom to izvedla? Se pravi časovnico, ne? Recimo tako tukaj, ko smo napisali 1, 2, 3, 4. Se pravi, katere aktivnosti, kaj aktivnosti bom izvedla, v katerem časovnem obdobju in približno kdaj. Potem je tudi pomembno z vidika projektnega menedžerja, da določite, kdo bo to izvedel. Ali ste to vi sami, ali so to vaši sodelavci, ali mogoče nimate tega znanja in rabite zunanje izvajalce. Se pravi, morate določiti, kdo bo to izvedel, da lahko določite seveda človeške vire, ki bodo to izvedli. To je tudi pomembno z vidika stroškov. Ampak neč bati, do stroškov še pridemo. In kako bomo to izvedli? Proces, skozi katerega bomo šli, da pridemo od začetka do konca projekta uspešno. Kar meni je v veliko pomoč je, ko načrtujem projekt, je, da celoten projekt razdelim v diagram aktivnosti. Se pravi, projekt in znotraj projekta imamo aktivnosti, ki jih želimo izvesti, da bomo dosegli specifične cilje. Pri dobrem načrtovanju, da je čim manj možnosti za napake, je pomembno, da znotraj vsake aktivnosti jo razdelite v manjša opravila. Primer. Bom vzela en primer našega projekta, očistimo Celjske hribe. In sicer smo imeli enodnevno čistilno akcijo. To je bila aktivnost 1. Ampak znotraj tega smo imeli pa manjša opravila, ki se jih je ekipa določila. Se pravi, je bilo potrebno nabaviti malico, dostava malice, nabaviti zaščitno opremo, dostava zaščitne opreme, je bilo potrebno napraviti trase očiščevalnih poti, potrebno tudi komunicirati z javnostjo, to je zelo pomembno pri vseh projektih. Se pravi, celotno aktivnost razdelimo v manjša opravila, čim bolj podrobno, da je najlažje za izvajalca, za podporno ekipo in navsezadnje tudi za ciljno skupino, ker bomo mi bolj suvereni in bomo vedeli, kako cel proces te aktivnosti izpeljati. Ta diagram aktivnosti je pri meni tudi zelo pomemben, ker mi je osnova, podlaga za vsakršno finančno načrtovanje, se pravi za konstrukcijo. Vsakršen projekt ima tudi seveda stroške, ki jih moramo načrtovati.
Če govorimo tudi o projektnih prijavah, je to ponavadi oziroma vedno tudi priloga celotni prijavi, finančna konstrukcija. Do financ še pridemo. Potem imamo tretjo točko že, in sicer smo pri izvedbi projekta. Sem potrudila nazorno narisati, in sicer sem vam narisala graf, se potrudila narisati graf. In sicer na levi strani imamo nivo aktivnosti, kar pomeni naš čas, našo energijo, naš vložek, ki ga damo. In pa spodaj imamo potek projekta. Od začetka projekta, pa potem tudi do konca projekta. Kar boste tudi opazili, da določena aktivnost, se pravi faza, se lahko zaključi tudi po uradnem koncu projekta. Se pravi, glede na 4 faze, ki jih sama identificiram, gremo skozi snovanje projekta, se pravi projektna prijava, projektni dokumenti, opredelitev nalog in dolžnosti, to je že bolj specifično za znotraj organizacije. Ampak prav ta projektna prijava, ideje, načrtovanje, da oblikujemo. Se pravi, to vse ponavadi, kar se ideje tiče, začne že pred samim projektom in tudi oddaja se začne pred samim projektom. Ampak gremo na potek celotnega projekta, smo dobili odobren projekt in potem imamo specifične opredelitve, naloge in dolžnosti in ta cikel je najvišji na začetku, potem pa upada, ker to fazo ne potrebujemo čez celoten projekt. Potem druga faza, recimo meni tudi najbolj pomembna, je načrtovanje. Se pravi, da naredimo elaborat projekta. To je zelo specifičen dokument, kakšne oblike je ta dokument, je pa čisto vaša izbira, ali je to risbica na listu, ali je to Word dokument, ali je to Excel dokument, ali je to kakršenkoli drug dokument, ki bi ga ne vem s katerim orodjem radi naredili, je pa čisto vaša izbira. In sicer pri načrtovanju, katere aktivnosti, kdaj jih bomo izvedli, katere vire v smislu ekipe potrebujemo ali pa izvajalcev potrebujemo in tudi stroški. Se pravi, načrtovanje je zelo pomembno do recimo približno sredine projekta, potem pa to načrtovanje opada, ker smo svoje delo naredili in sledi zgolj izvedba projekta. Tretja faza, izvedba projekta in pa monitoring, to se upada. Pri izvedbi projekta so to, seveda tudi govorimo rahlo v projektnih rezultatih. Izvedba projekta, govorimo to v aktivnosti, konkretnih, ali so to sestanki s projektnimi partnerji, ali so to čistilne akcije, ali so to športni dnevi, ali so to koncerti, ali so kakršnekoli delavnice, ki jih imamo znotraj projektov. Različno, odvisno, kaj ste pri snovanju projekta napisali z aktivnosti, jih potem v tej fazi izvajate. V tej fazi je tudi pomemben monitoring, se pravi nadzor. Ali izvajate aktivnosti v skladu z zastavljenimi cilji, ali izvajate aktivnosti uspešno in korektno, ali zasledujete ciljno skupino, ki ste jo identificirali v začetni fazi, in tudi seveda monitoring stroškov. To je izredno pomembno, ko govorite z vidika projektnega menedžmenta oziroma finančnega menedžmenta. Stroški so alfa in omega projekta, kar se tiče predvsem poročanja do financerja, recimo. Seveda ne zanemarjamo vsebinskega dela, se pravi izvedbe, zasledovanja ciljev, metod, ki smo jih uporabljali oziroma tehnik. Potem pa je četrta faza, je pa zaključevanje projekta. Tukaj so že do konca izvedeni projektni rezultati, ali to govorimo o aktivnosti, ki ste jih že izvedli in zaključili, ali to govorimo specifično o določenih priročnikih za mladinske delavce, ali priročnikih za učitelje, ali priporočilih za odločevalce, če govorimo o strukturiranih dialogih, recimo. Karkoli je projektni rezultat. Tudi video, recimo, če ste ga naredili kot diseminacijo, je to projektni rezultat. Diseminacija
je tudi zelo pomembna in ni samo v fazi zaključevanja, ampak seveda skozi celoten proces. Je pa res, da na začetku operirate z veliko manj informacijami o projektu kot v zaključni fazi. V zaključni fazi se mogoče diseminacija bolj usmerja v diseminacijo projektnih rezultatov, medtem ko na začetku, ko govorimo o diseminaciji, govorimo o osveščanju javnosti, o projektu, o benefitih, ki ga bo imel projekt na lokalno skupnost oziroma na ciljne skupine, ki jih boste vključili v aktivnosti in tako naprej. Tako da se tudi sama vsebina diseminacije spreminja glede na faze projekta oziroma glede na poudarke, ki jih imate v tisti fazi projekta oziroma aktivnosti. Seveda v zaključevanju so tudi pomembna končna poročila in če ste spremljali naš Facebook, naša Senta ga je pravkar oddala tudi za projekt Očistimo celjske hrige. Okay, to je bil moj poizkus predstavitve življenjskega cikla projektnega vodenja. Ok, in zdaj pa gremo, če lahko rečem, na meni mogoče najljubši segment, stroški. Finančno načrtovanje ali kot ga je Sonja, moja mentorica, ko sem začela z projektnim managementom oziroma projektnim vodenjem, poimenovala stroškovnik. To je alfa in omega vsega in Excel je skozi celoten vaš projekt najboljši prijatelj. Finančni management gre za proces načrtovanja in spremljanja stroškov. Se pravi, ločimo recimo dve stvari. Na začetku projekta, ko zasnujemo projekt, načrtujemo tudi stroške. Glede na aktivnosti, glede na diagram aktivnosti, ki sem ga prej pokazala, določimo stroške, ki jih bomo imeli znotraj določene aktivnosti, ali stroške dela, ali kakšne potovanja, če jih imate recimo planirane, načrtovane v okviru projekta. Vse to načrtujemo in ocenimo. In na podlagi tega napišemo finančni načrt. Potem pa seveda, ko projekt izvajamo, pa to priljubljeno Excel tabelico z načrtovanimi stroški konstantno nadzorujemo in posodabljamo in vpisujemo realne stroške glede na samo izvedbo. Okay? Vse je utihnilo, upam, da ste še z mano. Recimo, takle je zelo mini verzija Excel tabelice. Razdelimo glede na aktivnosti. In za vsako aktivnosti, ali imamo strošek dela, recimo, koliko ur bomo delali in koliko evrov približno stane ena ura tega stroška dela. Potrebujemo material, količino, koliko enot potrebujemo in kolikšna je cena. In potem, glede na celotne aktivnosti, pridemo do tega tukajle, do načrtovanih stroškov. In pod isto tabelico posodabljamo monitoring, nadzor, to so besede današnjega predavanja v projektnem managementu, konstantno spremljamo in posodabljamo in se zgodi, da niso enake začetne stroški in končni stroški. Pri nekaterih projektih je lažje, ko govorimo o fiksnih stroških, se pravi, so stroški določeni zgolj na enoto. Pri nekaterih projektih je pa malce teže, ker lahko govorimo o direktnih in indirektnih stroških in tam imamo tudi variabilne dele, se pravi neke lažje določljive stroške, kot so stroški dela, recimo, ali pa potni stroški, ali pa material, to približno lahko ocenimo strošek tega. Imamo pa tiste variabilne dele, ki so pa mogoče teže določljivi, kaj pa tudi ni nujno, je pa odvisno od projektnih prijav, ali dovoljujejo tovrstne stroške. To je pa v vsakem razpisni prijavi je vedno poglavje stroškov, kjer se točno jasno opredeli, katere vrsti stroškov so dopuščeni oziroma eligible v angleščini. Kar pa ni nujno, da so. Zavarovanje, telefon, internet in tako naprej. Kaj še imamo? Pa lahko imamo pa še neke neposredne stroške, ki pa jih nikoli ne želimo imeti. Kakšni penali, če imamo pogodbe, kakšne tožbe, kakšne revizije. To se zna v večjih projektih tudi zgoditi. Potem
predvidevam, da projektni menedžerji to tudi upoštevajo pri sami finančni konstrukciji. Pri manjših obsegih, če govorim za projekte Erasmus Plusa ali pa Evropske solidarnostne enote, tega pač nimamo. Ok, to so finance, meni so jasne, upam, da so zdaj tudi vam malce bolj jasne. Ok, in moji nasveti za finančno načrtovanje. 5 nasvetov sem napisala, ko načrtujete začetne projektne stroške. Se pravi, še pred recimo odobritvijo projektov. Uporaba zgodovinskih podatkov. To pomeni zdaj, da greste iskati zgodovinske podatke iz 1865 leta, koliko je takrat stal flomaster. Ampak da uporabite primerljive stroške že iz preteklih projektov. Ali ste sami že izvajali podobne projekte, ali poznate nekoga, ki je že izvajal podoben projekt, ali organizacijo, ki je izvajala podoben projekt in se mogoče na njih obrnete in na podlagi njihovih mnenj ali pa vaših izkušnj iz preteklih projektov lahko določite recimo nove stroške za prihajajoči projekt. To pomeni zgodovinski podatki. Drugi nasvet je strokovnjakov, sem že malce omenila v zgornjem delu, da se obrnete na nekoga, predvsem če ste začetnik, da se obrnete na nekoga, ki je že izvajal projekt in ima izkušnje. Se pravi, v tem segmentu mogoče tudi močno priporočam, da najdete svojega mentorja. Zelo pomembno je, da imate podporo, tako v mentorju, ki vas usmerja in vam pomaga se cele zagate in vzpone in padce projektnega managementa in skozi izvajanje, learning by doing, boste tudi vi uspešno izvedli svoj projekt. Tretjič, preveri natančnost načrtovanja. Ko pripravite stroškovnik, se pravi, ko ste načrtovali stroške, priporočam, da ga pošljete v pogled sodelavcem ali prijateljem, na vsezadnje stricu ali teti. Ker se zgodi, da pozabimo kak strošek, pozabimo kako aktivnost, ki je mogoče nismo dobro opredelili, da še par drugih oči pogleda skozi finančno načrtovanje in vam mogoče svetuje, kaj bi še pa lahko dopolnili. Četrtič, finančno spremljanje, se pravi, načrtovan budžet je osnova, ki ste ga pripravili in ki je večkrat potreben za oddajo prijave projekta, ampak te stroške finančne stroške je potrebno konstantno spremljati in real time. Se pravi, ko strošek nastane, takoj v tabelico vtipkati, primerjati, mogoče ste za določen strošek namenili več denarja, mogoče ste malce manj namenili za ta strošek in ste šli over budget, potem lahko še vedno znotraj izvedbenih projektov budžet prilagajate. Zato je finančno spremljanje potrebno. In pa, petič, spremembe budžeta. V okviru določenih projektov so možne določene prenašanja istih stroškov med sabo. Se pravi, če sem recimo v okviru enega službenega potovanja, ker smo se projektni partnerji dobili, zapravila manj, lahko razliko recimo prenesem v drugi medvmesni sestanek, ker gre za enako vrsto stroška. Še enkrat, to ne velja pri vseh projektih, zato je pomembno, da razpisno prijavo zelo dobro preverite, da notraj vidite, kateri segmenti oziroma kateri stroški so eligible, so upravičeni stroški in kaj vam dovoljuje v smislu spremembe budžeta in prenosa med posebnimi postavkami. Pa smo prišli na kavo, jaz pa sam govorim. Čin. Se pravi, predvidevam, da ni dobenega vprašanja, dobenega komentarja do sedaj. Drugač kar napisati. In preidemo v četrto in zadnjo fazo. Zaključek projekta. Zaključek projekta sem napisala
dve najbolj izpostavljeni področji, evalvacija in pa končno poročilo. Seveda pri evalvaciji je tudi pomembno, da povem, da delim na dve vrste evalvacij. Eno je sprotna evalvacija, ki jo delam po izvedenih aktivnostih, da vidim samo, ali so aktivnosti izvedene v skladu s cilji, ki smo si jih zastavili, da nagovarja tiste kompetence, ki jih želimo, da se jih ciljna skupina nadgradi. Se pravi, ta sprotna evalvacija, kar tudi pomeni pri sprotni evalvaciji pri managementu, budžet, finance, sprotno evalviranje, tudi sam proces komunikacije med samo ekipo, ki mogoče vam pomaga, je tudi pomembno, da se zavedate, da lahko evalvirate vaše odnose, vašo komunikacijo. In pa končna evalvacija. V končni evalvaciji pa gre za ocenitev izvedbenih aktivnosti, ali so vse aktivnosti bile izvedene tudi v skladu z cilji, ki smo jih zastavili, identificirati dosežke, ki smo jih imeli tekom celotnega projekta in identificirati tudi priložnosti za izboljšanje, kar je zelo pomembno, ker skozi vsak projekt, ko grem, se vedno nekaj naučim, mogoče tudi ocenim kako tveganje ali pa mogoče nekaj nisem dobro načrtovala, pa vem za naslednjič, kaj moram boljše načrtovati ali pa na kaj moram biti bolj pozorna, tako da je evalvacija z tega vidika tudi zelo pomembna, da lahko izboljšamo naše prihodnje projekte. In pa postavitev ciljev. To je zelo pomembno, predvsem, ko govorimo o projektih, ki nagovarjajo nadgradnjo kompetenc, se pravi nekega znanja in veščin kompetenc. Da postavimo cilje, ki so smart. To lahko imam čisto posebej spletno kavo, ker lahko o tem še govorim kar nekaj časa, pa mogoče ni primerno za današnjo predavanje. Postavitev ciljev je zelo pomembna in da so ti cilji smart, se pravi zastavljeni natančno, jasno, opredeljeni že na samem začetku snovanja projektov, kar je tudi pomembno, ker v fazi evalvacije, ker primerjamo začetno stanje in končno stanje. To pomeni evalvacija, nek proces, da vidimo, kaj smo nadgradili. In pa učinkovitost porabe sredstev. Seveda moje finance so vse posod. To je tudi evalvacija. Sprotna evalvacija, kar se financ tiče, in tudi končna evalvacija, kar se financ tiče. In potem pridemo, diseminacijo sem že vmes omenila, potem pa pridemo do tega končnega poročila. Končno poročilo, ki zajema vsebinsko poročanje o izvedenih aktivnostih, o ciljih, učnih načrtah, metodah, ki smo jih uporabili, da smo dosegli te cilje, in pa navsezadnje financ. Končna poročila, čisto odvisno od projektov in razpisov, zelo veliko seveda je projektov se že izvaja, oziroma projektnih poročil oddajamo preko portalov, se pravi online. So pa včasih kateri projekti, ko oddaš fascikel papirologije. Tako da je zelo odvisno. Za zaključek sem pa hotela še nazorno prikazati 4 faze projekta, skozi katere recimo sama grem kot projektni menedžer in neke inpute in outpute, ki jih imamo v določenih fazah. Seveda, to sem izhajala iz mojih izkušenj, iz projektov, ki sem jih do sedaj vodila, tako da vsi niso nujno uporabni oziroma jih ne izvajate, če izvajate kakšne koli druge programe ali projekte, ki tega mogoče ne zahtevajo, lahko pa da zahtevajo kakšne drugačne outpute. Se pravi, glede na 4 faze projekta, ki smo danes šli skupaj skozi, imamo zgoraj inpute v vseh fazah in spodaj outpute. Se pravi, začnemo z neko priložnostjo, se pravi z identificiranjem projekta oziroma problema, ki ga pretvorimo skupaj z mladimi, skupaj z sodelavci, z
ljudmi, svetovalci, ki nam lahko pomagajo, s projektnimi partnerji v priložnost. In to je ponavadi se izkaže kot projektna prijava. Med njimi tudi potem, ko že dobimo odobren projekt, seveda govorimo o podpisah pogodb. V angleščini boste večkrat v tej fazi zasledili Project Charter. To je dokument, ki specifično opredeljuje aktivnosti, finance, človeške vire, ki boste uporabljali, in tisto, kar sem povedala že na začetku. In potem grejo output iz prve faze v input z druge faze, kar seveda sledi načrtovanje, in outputi druge faze so ponavadi zelo specifični elaborati projekta, moj priljubljen diagram aktivnosti, finance, časovnica, točno jasno določeno, kdaj bomo katero aktivnost izvedli, resursi, se pravi ekipa, ki bo to izvedla, rabimo zunanje strokovnjake, bomo izvedli to sami. Tule noter sem še dala oceno tveganja. To je tudi pomembno, da na začetku projekta določimo, kje bi znali projekt priti pred določeno prepreko ali imeti ozko grlo, identificirati določena tveganja. Kot naprimer, imamo aktivnosti, ki določajo, da bomo imeli specifično ciljno skupino 50 oseb. In potem, kako prilagoditi temu, če tem ciljem ne moramo zadostiti, kaj moramo pravočasno narediti, katere korake, da lahko zadostimo. Se pravi, identifikacija tveganj znotraj projekta, da se temu lahko izognemo še preden nastanejo. In pa komunikacija. To je tudi zelo pomembno znotraj vseh 4 faz projekta. Komunikacija tako do ekipe, komunikacija tako do izvajalcev aktivnosti, če jih imate, tako do projektnih partnerjev, če ga imate, tako do financerja, če ga imate, do kogarkoli, do splošne javnosti, ko komunicirate o vaših napredkih in aktivnostih, do kogarkoli. In potem v tretji fazi začnemo s tem elaboratom projekta. To je najbolj detajlen dokument, ki določa specifične naloge, specifične zadolžitve, časovnico, finance. Iz tega izhajamo. Recimo pri elaboratu projekta sama se najbolj zanašam na Gantt chart. Henry Gantt je bil eden izmed prvih, ki je začel z projektnim managementom v začetku 20. stoletja, če se ne motim, letnico pa ne vem točno. In to je spet Excel tabelca, priljubljena Excel tabelca, ki zelo specifično razdeli aktivnosti in kdaj se bodo te aktivnosti izvedle in kdo bo te aktivnosti izvajal. Potem v sami izvedbi nadzorov imamo pa outpute, vmesna poročila, seveda, spremljanje budžeta, financ, o njem sem že nekaj govorila, rezultati projekta, se pravi, ali je to video, ali so to kakšnekoli publikacije, priročniki, monografije, plesne predstave, gledališke igre, cirkuške predstave, čistilne akcije, karkoli je rezultat projekta, in pa spremljanje aktivnosti. Se pravi, nadzor, evalvacija aktivnosti, ali smo jih v skladu z vsem tudi izvedli in primerno izvedli. Potem pa gredo v zaključeni del, v zaključek projekta, se pravi ta vmesna priporočila, ki smo jih že napisali, smo pojasnili proces, kako smo izvajali aktivnosti, kako smo finance porabljali, stroške opredeljevali in tako naprej, jih samo še nadgradimo v končno poročilo. Enako je z rezultati projekta, ki še nadgradimo diseminacijo teh rezultatov projekta, tudi razmislimo, katere bi bile ciljne skupine, ki bi bile zainteresirane za naše rezultate projekta, in se usmerimo mogoče v ciljno komunikacijo z njimi ali preko pošte ali osebnih predstavitev ali mogoče predstavitev na sejmu ali predstavitev na spletu. In pa seveda evalvacija, je tu zelo ključnega pomena pri zaključku, da se lahko opremo na
ali statistične podatke, kar se financ recimo tiče, če so bile kakšni odmiki, ali na samo vsebino, na aktivnosti, ki smo izvedli, če smo vključili učne načrte, spremljanje učnih učinkov, recimo, ali pa smo imeli kot za vsebinske dele, to zelo pomembno. In zaključek končamo z končnim poročilom, z končnim budžetom, z realnimi in dejanskimi stroški in s končno evalvacijo in tukaj je lessons learned, kaj smo se skozi celotno vodenje projekta sami naučili, kaj lahko nadgradimo in kaj lahko uporabimo pri izboljšavi naslednjih projektov. Ok, to je bilo z moje strani vse, tako sem načrtovala recimo našo kavo, čeprav od kave je bilo bolj malo, ker je bil do sedaj zelo monolog, in vseh mojih 6 gledalcev, če ima kdo kakršnokoli vprašanje, zdaj je čas. Ko ne vem, kaj mi vidite, mogoče malo zamikov. Bom počakala, mogoče ima čas. Ne? Ok, pa na tem trenutku vas lahko samo še povabim na naslednjo spletno kavo. In ta spletna kava bo z Sento, moja sodelavko Sento, ki bo govorila o organizaciji dogodkov, in sicer v 2 vrstah dogodkov, v tistih klasičnih dogodkih, ki so bolj ali manj ustaljena način izvajanja dogodkov, kako ne rečem, se pravi pred stanjem žal samoizolacije, pravi fizičnih dogodkov, ki dovoljujejo stike in pa seveda bo tudi govorila, kako prilagoditi programe in vsebine za organizacijo dogodkov na online, kar je trenutno v naši situaciji tudi zelo pomembno. Tako da evo poziv z moje strani, da se še udeležite Sentine spletne kave naslednji četrtek, 7. aprila, za uro pa točno ne vem, ampak sigurno bojo vabila in bojo teaserji. Slikala bom moje vizualne pripomočke. Imam napisana vprašanja. Kje imam napisana vprašanja? Tamle. Sorry. Malo dol moram poskrolati, ne? Tehnika pa to. Kakšen nasvet za uspešno promocijo dogodkov v Celju? Živjo, Ema. Ne vem sicer v okviru katere organizacije deluješ, ali je bolj to tvoja zadeva. Pomembno je, da pri organizaciji dogodkov, čeprav to bom bolj ali manj Senta moja govorila na naslednji spletni kavi, ampak lahko ti dam moje mnenje, moje videnje. Pomembno je, da pri promociji dogodkov izhajaš iz tega, za koga je dogodek namenjen. Torej, kdo je tvoja ciljna skupina, ker ciljne skupine so raznolike. Če govorimo recimo o mladih, tudi mladi so zelo heterogena skupina in iščejo informacije na različnih kanalih, ali je to Facebook, čeprav Facebook ni več zdaj tak in je to bolj Instagram, včasih je bil še Snapchat, ali zdaj je TikTok čisto aktualen, sam ne vem, kako bi ga inkorporirali z dansko promocijo dogodkov, ali greste ciljno in tak old school verzija, preko elektronske pošte, če ima organizacija spletno stran, je tudi spletna stran. Vem, da je pri recimo Facebooku tudi zelo pomembno, kako funkcionirajo algoritmi zadaj, videi so vedno bolj v ospredju in bolj izpostavljeni kot samo zgolj tekst. Mislim, da včasih je veljalo ne me držati za besedo, da več kot je tudi obrazov bilo na sliki, bolj je bila slika izpostavljena. Mislim, da je 1001 trikov in cakov za uspešno promocijo. Promocija se mi zdi, da je najbolj pomembna, tista, ki mogoče najbolj šteje, je prav ta od ust do ust, da so vaši prejšnji uporabniki imeli dobro izkušnjo z vami in so se pri vaših dogodkih super vključili in dobro imeli
in da je ta ustno izročilo zelo pomembno. Seveda določene organizacije so omejene glede finančnih sredstev, tako da vsi si ne morejo privoščiti plačanega oglaševanja, če recimo tako lahko rečem. Drugače pa se mi zdi, da kreativni načini promocije so zelo pomembni. Če naredite kak sketch ali pa pred časom vem, da je MCC ekipa za promocijo zarepala. No, ne najbolj uspešno, ampak je bil pa eden izmed najbolj gledanih videov, recimo, ne. Sabina Dečman, okej. Omenila sem Gantt chart, priporočam še kakšen vir, pripomoček, izobraževanje. Okej. Kar se pripomočkov tiče, Gantt chart je recimo sam Excel, če bi govorili o orodjih, rečemo, da je pač to Excel orodje. Gantt chart je zgolj nek produkt tega. Veliko je online, trenutno sploh zdaj v tem obdobju online klasov, online kursov, ki so primerni za nadgrajevanje znanja v projektnem managementu ali kogarkoli. Če še nikoli niste vodili projekta, jaz najprej predlagam neke baby steps, to pomeni, da ste vključeni v določen projekt. Da se kot aktivni udeleženec vključite v projekt. Projektov je, mislim, da je zelo veliko in so raznoliki in tudi po obsegu se razlikujejo. Zato se lahko vključite v lokalno skupnost ali na mednarodni ravni. Tako da prvo izkušnjo je mogoče najboljše imeti kot aktivni udeleženec mladinske izmenjave, usposabljanj, prostovoljstva, kakršnihkoli projektov v lokalni skupnosti. Tako boste videli en vidik projektov, predvsem tiste aktivnosti, dejavnosti, ki jih izvajajo. In enostavno veliko organizacij imajo za projekte tudi tiskovne konference ali pa odprte dneve, open calle, ki imajo predstavitve projektov. To je mogoče tudi način, da pridete v stik z organizacijami, ki vodijo in izvajajo projekte in se na ta način jim pridružite in se pač proaktivni in sami poiščete priložnosti pri organizacijah, ki jih ocenite skozi lokalno skupnost, da so zelo dejavne na področju. Okej. Še kak če sem spremljala? Aha, vidim, da je Sonja se vključila v debato in je dala link. Cool, hvala Sonja. To govorim, ko govorim o dobrem mentorju, ki je skozi zraven. Sicer tudi hvala vsem sodelavkam in bivšim sodelavkam in kolegicam, ki so se pridružile temu chatu danes oziroma kavi danes. Čin, čin. Tako da to, edino za zaključek, kar je, bodite pogumni, bodite drzni, naredite korak in ideje so, ne dvomim, da tudi sami imate ideje. Če ne veste, kje začeti, pridite v MCC, mi vam bomo pomagali, mi vas bomo usmerili, če boste rabili tudi pomoč, da identificirate razpise, ki so za vas potrebni oziroma na katere bi se radi prijavili. Pridite, smo za vas tam, da vam pomagamo in da vas usmerimo na pravo pot. To je to. Šnel kurs o projektnem managementu, kak pa v realnosti izgleda je končno poročilo, sta pa 2 fascikla, pa nekaj sivih las, ampak sama ne bi, če me zdaj nekdo vpraša, nič druga delala. To je to. Veliko sreče, veliko veselja pri izobraževanju, pri vodenju projektov in čau.